Dobro večer, dragi gledalci in drage gledalke. Lepo pozdravljeni v nocojšnji oddaji Strokovnjak svetuje, v kateri bomo govorili o razvoju kadrov, z menoj v studiu pa kadrovski psiholog Matic Kadliček. Dobro večer in lep pozdrav. Dobro večer. Matic, kot sem rekla, govorila bova o razvoju kadrov, pa nekako o razvoju kadrov na področju izobraževanja. Zakaj je pomembno izobraževanje kadrov? Najprej tako čisto splošno vprašanje. Čisto nasplošno zagotovo vsi opažamo, da se ogromno sprememb okrog nas dogaja, da se spremembe izjemno hitro vršijo vse okrog nas in čeprav to zveni klišejsko, je vendarle krepko res. Se pravi, če smo kar naprej v stanju, da moramo gasiti požare pa reševati stvari, potem, ko se neka sprememba zgodi, smo vsi pod stresom, stres ima pa to narodno lastnost, da smo predvsem manj kreativni, se pravi nekega treznega razmisleka pa dobrih rešitev v takem stanju običajno ne pride. Še ena od razlogov, zakaj izobraževanje kadrov, recimo že sam izbor kadrov, ko dobimo človeka v podjetje, nikoli ne bo 100% zanesljiva stvar. Se pravi, je vedno tveganje, da se bomo mogoče kdaj narobe odločili. To pa seveda tudi z izobraževanjem lahko popravimo v precejšnji meri. Na drugi strani so pa tudi iskalci vse bolj, da rečem, izbirčni, kar je seveda popolnoma prav in mogoče za katera podjetja, ki ne slovijo po tem, da bi ravno vlagala v zaposlene, mogoče raje niti ne pošljajo prijave. Potem še tretja stvar je posamezniki, kjer nekako skrbijo za njihove ljudi, tudi raje ostanejo tam, se pravi tudi gradi pripadnost in njihovo odpornost proti konkurenci, recimo, se pravi, da bi nek njihov zaposlen, ki pozna njihove procese in izdelke, da bi šel kam drugam. Nekako izobraževanje zgradi vez med njima, se pravi, da podjetje vlaga van in zaradi tega je tudi posameznik bolj hvaležen oziroma bolj ceni to. Predvsem pa izobraževanje kadrov služi obema stranema. Po eni strani podjetje to potrebuje, ker morajo spoznavati nove načine dela, nove stroje, pristope in tako dalje. Po drugi strani pa tudi posameznik potrebuje to za manj stresno življenje na vse zadnje. Recimo, če upoštevamo to, da se spremembe dogajajo, pa posameznik ne dobi orodij za shajanje s tem, imamo težavo. Pa na kakšne načine se lahko izobražujemo? Mislim, da današnji čas ponuja kar pestro izbiro. Zagotovo. Zdaj, običajno se podjetja lotevajo tega z različnimi delavnicami, se pravi, bodisi internimi z lastnimi izobraževalci ali internimi, da zunanjega izvajalca povabijo ali pa pošljajo ljudi na izobraževanje drugam. To so nekako najbolj klasični, ampak obstajajo pa tudi druge možnosti, recimo, da podjetje vzpostavi lastni učni center, ker delavnice nikoli ne bodo vsem naenkrat na voljo točno takrat, ko jih potrebujejo. Ali pa posamezniku, recimo. Ko pa imamo nekak učni center pri sebi, je pa stvar na voljo točno takrat, ko jo potrebuješ. Se pravi, kot v logistiki velja, recimo tista just-in-time dostava je enako lahko z usposabljanji. Se pravi, človek ima težavo, ima rešitev že na dosegu roke. Pomembno poudarja pa se tudi samo izobraževanje. Kaj je to? Če popolnoma iskreno pogledamo na stvari, vse samo izobraževanje. Zdaj, nihče nas ne more učiti, če mi nismo nekako dovzetni za to. Se pravi, vedno sami sebe učimo oziroma si dovoljujemo, da smo poučeni. Sicer pa vsi poznamo ta izraz vseživljenjsko učenje. Se mi pa včasih zdi, da mogoče ga pa vendarle še ne jemljemo dovolj resno.
Zopet v luči vseh sprememb, ki se dogajajo, vedno so se, samo zagotovo s tako hitrostjo pa v zgodovini prav nikoli. Je pomembno to, da, ta izraz mi je bil všeč, sem ga nekje slišal, ne diplomiraj. Se pravi, ni več pot ta, da zaključiš neko šolanje in potem nekako spiš na lovorikah oziroma potem preostanek življenja žanjemo sadove tega, kar smo se naučili, ampak je to treba početi konstantno. Mogoče recimo čisto na banalnem primeru slepega tipkanja. To je recimo investicija časa mogoče nekje v rangu 10 ur, da se naučimo, ampak ko pa znamo, pa prihranimo 2 uri pa pol na teden. Se pravi, nas to sprosti v približno dobrem mesecu dni smo si investicijo povrnili, od tam naprej je pa še samo plus. Radi rečemo, vsak dan se naučimo kaj novega, spoznamo. Kako pa se lahko posameznik samo izobražuje, recimo, verjetno je tukaj kar nekaj možnosti? Se pravi, vsi seveda poznamo formalno izobraževanje s šolo in tako naprej, nekako zato, da dobimo nek naziv in tudi svet ve, kaj početi z nami oziroma kako lahko mi svetu pomagamo. Zgodba pa zopet pod tem ne diplomiraj, se zgodba ne zaključi tam. V zadnjih predvsem 5 letih pa se sicer sega ta stvar še dlje nazaj, smo videli ogromen razmah spletnega učenja in oddaljenega učenja, tudi ugledne univerze v svetu objavljajo nekatere predmete na spletu. Tudi sam sem se že enega lotil in ugotovil, da zadeva je res na mestu, koristna, pa tudi cenovno ugodna na vse zadnje. In ni razloga, da se tega ne bi poslužili. Sploh tisti, ki želijo mogoče kaj več, kakor biti samo nekje v nekem neki dnevni bitki za življenje, je treba nekako se naučiti česa, da na stvari pogledamo drugače in si kakšna vrata odpremo, kakšno stvar olajšamo. Mogoče najlepše oriše to bistvo slika, ki sem jo prinesel s seboj. In sicer za to gre, da ko se naučimo, začnemo na stvari gledati drugače. In to je celo bistvo izobraževanja. Se pravi, da začnemo na stvar, ki je prej nismo poznali ali pa jo nismo obvladali, da jo pogledamo na drugačen način, ki nam nekako pomaga in služi. Kaj pa to pomeni za podjetje in za posameznika? Če se izobražuje, samo izobražuje oziroma, da ne vem, v podjetju, kjer dela oziroma kjer je pač zaposlen v službi, poskrbijo za izobraževanje? Ena od stvari je, ki sem jo že mogoče nakazal prej, da izboljšuje tudi ugled zaposlovalca. Se pravi, podjetje, ki slovi po tem, da vlaga v svoje zaposlene, tudi privablja boljše ljudi. Če tudi od začetka, ko jih mogoče še ne privablja, jih zna samo proizvesti, če se tako izrazim. Hkrati pa zopet zaradi te vezi koristi, da tak posameznik ne gre mogoče v konkurenci. Pravzaprav je podobna stvar kot pri kateremkoli drugem partnerskem odnosu. Recimo, bolj ko zapiramo vrata, bolj drug začne kopati stran. In podobno je tudi pri zaposlenih. Se pravi, če mi vlagamo v to, ja, res je, da so tudi bolj zanimivi za trg dela, ampak kljub temu bodo pa mogoče bolj verjetno raje to znanje uporabljali pri nas, ker vlagamo vanje, nekdo drug pa mogoče ne. Obstajajo tudi interni učni centri. Kaj ponujajo? To si lahko podjetje različno zastavijo. Se pravi, lahko gre za knjižnico običajnih knjig, lahko gre za zbirko avdioprogramov. Recimo na cesti smo v povprečju menda okrog 300 ur, v 300 urah na leto se lahko ogromno naučimo. Hkrati pa tudi vse bolj v ospredje prihaja tudi video izobraževanje. Obstaja že dolgo, ampak ponovno vidimo vzpon tega iz več razlogov. Se pravi, eden je zagotovo ta, da pri ogledu videa nekako vidimo na primeru, kako se nekaj izvede. Se pravi, ne samo v principu, kako je, ampak tudi v praksi, recimo tudi neverbalno. Ali pa popolnoma preprosto, če moramo kako stvar popraviti doma sami, je verjetno lažje kot prebrati priročnik pa sklepati, kaj je treba narediti, to, da si ogledamo kak video in točno vidimo, kaj je treba narediti.
Naprimer, zelo zgovorno je tudi dejstvo, da drugi največji spletni iskalnik na svetu trenutno je YouTube. To pomeni preprosto to, da ljudje gledajo video. Zdaj predvidevam, da to ne vključuje samo videoposnetke hišnih ljubljenčkov, ampak tudi koristne stvari. Ravno zaradi te nazornosti je zelo uporaben medij. Se pravi, zopet učni center je lahko sestavljen iz različnih vrst gradiv, od tehničnih znanj do vodstvenih znanj, do upravljanja s časom, do česarkoli. In je na voljo ljudem takrat, ko to potrebujejo. Pa kakšni so rezultati, kako hitro so vidni te učinki, recimo teh internih učnih centrov? V praksi nekje se rezultati pokažejo po približno enem letu, na temeljito slovensko raziskavo po tem vprašanju pa še zaenkrat čakamo. Mogoče koristi podatek iz tujine, da globalno recimo se je v izobraževanje so se povečale investicije nekje za približno 10%. Se pravi, to govorimo o milijardah. Hkrati pa recimo podatek iz Velike Britanije pa je, da se vložek nekako povrne v 5 do 10-kratniku. Se pravi, za vsak vložen evro nekako podjetje dobi v obliki različnih koristi zaradi boljšega dela in ne vem, mogoče manj bolniških odsotnosti zaradi tega, ker so ljudje kos nalogam, dobi nekje 5 do 10 evrov nazaj. Se pravi, ima po eni strani poslovni smisel, po drugi strani osebni smisel za ljudi, zaradi tega, ker znajo shajati z obremenitvami, ki jih je pač vse več. Vse bolj vemo, je tukaj prisotna digitalizacija in ta je tudi nekako, bi lahko rekla, prevzela svet. Zato je tudi tukaj prihaja vedno bolj v ospredje online izobraževanje. Ja, seveda. To zopet zaradi tega, že danes, recimo moja generacija, generacija Y, predstavlja že vsaj v ZDA več kot 50%, se pravi večino delovne sile. Mi smo navajeni na splet, nekako smo, kot rečejo, spletni domačini in je edino logično, da se je to zgodilo, da stvari nekako silijo v smer digitalizacije in na online. Ena izmed prednosti tega je poleg dostopnosti kjerkoli, kadarkoli, ker smo ljudje v različnih časih dneva pa v različnih dneh različno dovzetni za učenje. Je to en plus, drugi je ta, da so gradiva na voljo večjim ljudem hkrati, lahko recimo knjigo, ko si iz knjižnice sposodiš, jo ima en naenkrat, ali pa ne vem, audio program ali karkoli takega. To je pa večjim ljudem na voljo hkrati. Tudi recimo, če je podjetje na večjih lokacijah, to ni nobena ovira, hkrati pa tudi so nekako vsi deležni enake učne izkušnje. Se pravi, video bo vedno za vse enak in se lahko sklicujejo na točno iste stvari, ko se pogovarjajo o tem, recimo, kaj so se naučili, ko nekako skušajo neke povzetke iz tega narediti in tako naprej. Kakšni pa so rezultati recimo tega online izobraževanja? Kako se to pozna v praksi? Naprednejši načini online izobraževanja, se pravi ali video predavanja, prikazi, e-učenje, imajo v ozadju tudi možnost spremljanja ogledov, se pravi, da se ve, ali se to uporablja ali se ne, koliko se uporablja, kje se zatika, kje se mogoče ljudje odločijo za izstop iz učenja in se da potem nekako prilagoditi stvari, ko vemo, kje težava nastopi. To je seveda tudi zaradi spremljanja učinka tega delodajalcem običajno pomembna stvar, da vidijo nekako, ali je zadeva zaživela kot mora, ali je treba mogoče še kakšno prilagoditev narediti, da bo stvar bolj zanimiva, bolj dostopna, da se bo uporabljala. Kakšna pa je recimo primerjava med Slovenijo, svetom, recimo mogoče Evropo? Tam se mi zdi, da je online izobraževanje prisotno že kar nekaj časa. Ne bi si upal trditi, da je v Sloveniji manj, ker splet ima na srečo to lastnost, da ne pozna meja. Se pravi, če se lahko, ne vem, mogoče Nemci učijo o nečem, ni nobene ovire, da se ne bi mi mogli prav tako. Če že kaj, je mogoče težava v tem, da premalo vemo, da to obstaja. Te možnosti vsekakor so in je zelo, zelo smiselno, da se jih poslužimo. Pa je kdaj vprašanje, če so recimo ti
Vemo, na spletu se najde marsikaj, kot ste rekli, splet je neomejen, ne pozna meja. Recimo verodostojnost podatkov? V kakem smislu? Da recimo mogoče, če vidimo kakršne mogoče podatke, se izobražujemo, pa vendarle ne vemo, a je to res, zagotovo. Jaz osebno uporabljam ta filter, da recimo, če vem, da je izobraževanje iz uglednih univerz, kot so MIT ali Harvard ali karkoli podobnega, predvidevam, da so zadeve bile raziskane do zadostne mere, da so zaključki in nekako učne vaje verodostojni. Kar pa seveda ne velja za naključno brskanje po spletu, pa nekatere članke in bloge. Se pravi, tukaj moramo imeti nekako malo občutek za filtriranje in ločevanje zrna od plevela, kar ni vedno lahko, ampak se še vedno da. Kakšna pa je vloga direktorja oziroma vodje na področju izobraževanja? Kot pri večini drugih stvari, ključna, zagotovo. Namreč zaradi kredibilnosti je seveda, če vodja hoče zares biti prvi med enakimi, mora najprej sam kako zadevo preštudirati ali poznati vsaj do zadostne mere, da lahko nekako podpira zaposlene oziroma jim svetuje, kaj glede določenega študija ali mini študija je pomembno in da se lahko zaposlenim, ki ga nekako pošlje v to, da se lahko z njim o tem tudi pogovarja. Se pravi, moj predlog običajno za učenje, ker ni fino, da je učenje prisila, mogoče se je marsikomu že zgodilo, da mogoče zato ne mara šole, ker je tam nekako bila stvar obvezna in ni bila zelo fleksibilna, kar pa danes je. Sem bolj pristaš mehkejšega pristopa, se pravi, da se mogoče vodja stvar prej samo gleda, potem pa mogoče neobvezujoče da predlog sodelavcu, pa ga prosi za predloge oziroma kaj se mu je zdelo mogoče zanimivo, kaj se mu je zdelo uporabno. In je to na nek način hkrati tudi preverjanje, ali je si stvar ogledal oziroma ali se mu zatika, kje rabi dodatno spodbudo, podporo ali karkoli v tej smeri. Se pravi, zopet vodja mora biti tisti, ki nekako prvi požene stvar v življenju, če hoče, da je kredibilen pri tem, da nekako ljudi spodbuja v to smer. Torej, tudi dober zgled šteje, ne? Absolutno. Nekako sva sedaj ugotovila, povedala, da je pomembno izobraževanje tako vodij kot oziroma vodilnih, kot seveda preostalega kadra. Kako pa je potrebno motivirati zaposlene, da se izobražujejo, da nekako dobijo to motivacijo, ker ta je vendarle potrebna. Kot ste že prej rekli, nekateri niso marali šole, ne, so se ravno zaradi tega zaposlili ali pa podobno, ne, ali pa so misli, zdaj sem končal, zdaj pa ni več izobraževanja. Motivira že samo to, mogoče, če je zadeva zastavljena nekako širše, kot da silimo posameznika v neko učenje, ampak če to na nivoju nekega kolektiva počnemo, že dobri zgledi tudi v drugih nekako vlečejo, ker nočemo biti tisti, ki nekako stopicljajo zadaj, ampak se nekako pridružimo tej stvari. Kdaj smo pogosto žal najbolj motivirani, je pa takrat, ko imamo trenutno težavo, dovolj močno, da se nekako počutimo, da ne vemo, kako pristopiti k stvari. Recimo, da imamo težavnega sodelavca ali da smo preveč pod stresom, ker nam časa primanjkuje. To so vse stvari, za katere obstajajo orodja in obstajajo nekako programi, učni, raznorazni in knjige, če kdo rad bere in če kdo bolj slušni tip audio in video, ki nekako zajema več vidikov. Zagotovo nekje raste zdravilo za to, ne? Se pravi, takrat smo nekako najbolj motivirani. Tudi z lastne izkušnje vem, če je kdaj bila kakšna zadeva, oziroma kak izziv, ki je nekako presegal moje trenutne zmožnosti, sem se spomnil, pa se pa imam odgovor na to, samo izbrskati ga moram, pa si pogledati stvar, ne. Pa vendarle se kdaj zgodi, da se, ne vem, kader, sodelavci, zaposleni izobražujejo, pa od tega vendarle nič ne odnesejo. Nek delež takih žal v resnici vedno bo, ne. Vseeno pa je moj nekako manifest, zakaj
izobraževanje vendarle velik ja. Je pa ta, da če se v splošnem večina za 5% izboljša, bo to imelo ogromen vpliv na kako se stvari v podjetju dogajajo in iz vidika notranjih procesov in iz tega, kako bo podjetje shajalo s trgom, kjer pač je. Zaradi tega to, da mogoče kdo pa res ne bo odnesel ničesar od tega, me ne skrbi. Če bojo vsaj nekateri, pa tudi ne v 100%, je to že ogromno. Kako pa motivirati tudi zaposlene, da se samo izobražujejo, da so nekako vedno v stiku, tudi da mogoče spremljajo trende, modernizacijo, recimo tehnologije? Dobro, spremljati trende mogoče vsaj na področju izobraževanja ni potrebno, ker smo recimo drugi za to, ampak vsaj za tehnologijo v svojem specifičnem področju pa zagotovo ja. Jaz bi rekel, da mogoče vsaj neke osnovne motivacije že imajo, zaradi tega, ker so se najbrž odločili za neko šolanje v neki smeri, ker jih vsaj na neki ravni zanima. Če ne, morajo menjati čim prej. Se pravi, zopet so motivirani, ko naletijo na kak izziv, ko kaj ne gre tako, kot si predstavlja, da bi lahko, oziroma vidijo, da njihovim kolegom kje drugje pa to gre, njim pa ne, se pravi, mogoče začnejo razmišljati, mogoče pa ni problem v tem, da tega ni možno obvladati, ampak da so mogoče našli kako rešitev, ki jaz še nisem. Je pa pomembno, da zaposleni med seboj verjetno delijo znanje. In mogoče tudi kako, recimo, če pošljemo enega zaposlenega na izobraževanje, da potem to znanje deli tudi med ostale. To je najbolj priporočljivo zaradi tega, ker seveda si najbolj zapomnimo stvari takrat, ko jih moramo razložiti nekomu drugemu. Mislim, da je tudi Einstein nekoč rekel, da če ne znaš razložiti ene stvari enostavno, potem je očitno nisi razumel dovolj dobro, ne. Se pravi, ja, to je vsekakor priporočljivo, sploh kjer vidim podhranjenost, da se da še pa marsikaj narediti, je pa v obliki mentorstev. Se pravi, v marsikaterem podjetju imamo izkušene starejše zaposlene, ki je zelo meni osebno logično, da so mentorji mlajšim, se pravi tistim, ki so polni entuzijazma, zagona, hkrati pa jim mogoče manjka izkušenj ali pa smo mogoče kdaj preveč zaletavi, takrat pa vendarle koristi imeti nekega notranjega svetovalca, da pove, kako se stvari najbolje lotiti, pa da že predvidi težave vnaprej in te opozori na nje in tako dalje. Recimo v tujini je bilo marsikaj že na državnih ravneh narejenega v smeri spodbujanja mentorstva. V Sloveniji se tudi že začenja, ampak bi zagotovo si želel tega videti še več, ker potem pa izkušen človek mogoče brez, da bi naslednika dovolj usposobil, gre in tega znanja nimamo več. Torej nekako to medgeneracijsko sodelovanje je izredno pomembno. Vsi pravijo, da se tukaj da prinesete rezultate, modrost starejših in pa iznajdljivost mlajših. Se to pozna tudi v praksi? Do neke mere zagotovo vse, sigurno je pa še veliko rezerv, kjer bi lahko to izboljšali. Se pravi, zagon, bojevitost in idealizem mladih nekako dopolniti z nekako širšim in bolj časovno širšem razponu, ki ga pa starejši imajo ali pa izkušenejši imajo, da ga predajo naprej. Kako najti prava izobraževanja za zaposlene? Običajno podjetja nekako vedo, kje so največje težave. Tudi če jih nimajo na srečo, pa dvomim, da je kako tako, ki bi bilo popolnoma brez kakih težav. Je pa to, da zagotovo imajo nek letni plan, se pravi nekaj, kar bi radi v razponu enega leta dosegli. In seveda mora nekako usposabljanje vzporedno s tem potekati. Se pravi, vsaka sprememba, vsaka novost bo od ljudi terjala nek izziv, dodaten napor, dodatna znanja, drugačen pogled. In se nekako plan usposabljanja naredi tako, da sledi oziroma ne sledi, je zelo v tesni navezi z tem, kar se sicer dogaja tehnološko, organizacijsko, da so tudi ljudje v koraku z dogajanjem.
Se pravi, to se naredi skupaj z letnim planom in mogoče kakimi specifičnimi težavami, ki jih pa že poznajo, pa jih mogoče še niso dovolj uspešno doslej naslovili. Če smo prej govorili, kako lahko vodilni motivirajo svoje zaposlene, kaj pa obratno? Da si recimo zaposleni želijo izobraževanja, kako pristopiti mogoče do vodje? Ja, tudi na to temo je že veliko napisanega, posnetega. Ja, zagotovo se lahko to dogaja. Ponovno, organizacije nekako se vse bolj odmikajo od tega pogleda, da govorimo o višje, nižje. Gre vse bolj na tisto prvi med enakimi in če je vodja vsaj povprečno razmišljujoč, pa da vidi, da ima tim, ki se razvija hitreje kot on sam, bo, upamo, to vzel kot signal, da pa bi mogoče vendarle moral tudi on iz tega vidika nekako socialnega pritiska narediti kak premik tudi sam. Pa eno tako mogoče vprašanje, če želimo poslati na izobraževanje sodelavce, je pametneje poslati jih več, enega, da mogoče dobimo več rezultatov, vse vemo, vsak vidi svoje perspektive. Kaj bi svetovali? Običajno se res nekako paketno pošilja ljudi na izobraževanje in to je iz vidika povezanosti ekipe dobro, iz vidika mogoče včasih za katere, ki neko stvar pa že obvladajo, pa čista potrata časa. Se pravi, obstaja tudi orodja za preverjati, kaj komu manjka, se pravi, iz vidika veščin. In ko dobimo nek seznam ljudi, ki bi morali mogoče nekaj specifičnega izboljšati, pošljemo samo njih oziroma povabimo predavatelja, da pojasni samo to. Včasih namreč nekaterim, ki že obvladajo neko stvar, utegne spaditi celo kanček žaljivo, da ga pošiljaš nekam, kar že ve, čeprav obnovitvena usposabljanja nikoli ne škodijo, ampak če pa niso potrebna, so pa res samo in izključno potrata časa. Pa če zdaj poveva mogoče čisto praktično, kaj za eno podjetje pomeni stalno izobraževanje, recimo vaše izkušnje iz terena? Stalno izobraževanje bo vedno vključevalo vsaj neko obliko najprej sistematičnega razvoja, se pravi, da imajo letni plan usposabljanj, ki ni mimo siceršnjih planov za leto oziroma neko obdobje. Tisti uspešnejši pa že tudi imajo kakšna svoja gradiva ali pa svoje povezave z univerzami za, na primer, razvoj. Se pravi, se na tem področju stvari krepko odvijajo, bi pa seveda želel videti tega v bodoče še več. Pa kakšne so vaše izkušnje? Se podjetja premalokrat odločajo, pošljajo, vlagajo v znanje? Ker vemo, da je nekaj časa nazaj, ne vem, če bi lahko še temu tako rekli, boste bolj vi povedali, da v znanje ni nikoli, bi lahko rekla, stran vržen denar v vlaganje. Zagotovo, ja, vedno imajo stvari neke koristi, mogoče kasneje. Zopet na primeru slepega tipkanja, enkratna investicija, ki se celo življenje izplačuje nazaj, je nekako, ne bi rekel, da je tega premalo. Na srečo lahko to rečem, ker recimo v zadnjih 5 letih opažam, da se podjetja vse bolj odločajo, da bi pa šli v smer nekega sistematičnega razvoja pa naslavljanja težav. Mogoče mi je to že od nekdaj nekako samoumevno po strokovni plati, po tehnični plati. Naprimer, jasno je, da za nek stroj ne morejo poslati človeka, ki ni usposobljen zanj. Vse bolj se pa nekako tudi zbuja to, da potrebujemo pa orodja in znanja tudi za vodenje ljudi. Se pravi, da ni to ena stvar, ki je samoumevna. Te samoumevnosti so ene od bolj škodljivih stvari, ki jih opažam, oziroma razmišljanje o tem, da je pa to samoumevno, pa da to kar vsi znamo, in tudi pošiljajo na usposabljanje v tej smeri. Namreč običajno je seveda se zgodi tisti klišej, da nekako napreduješ v vodjo najboljšega strokovnjaka, pa zgubiš dobrega strokovnjaka in dobiš slabega vodjo. Se pravi, tudi za delo z ljudmi je ravno tako treba usposabljati kot
stroje. Je povišica, višja plača, višji naziv prava motivacija za izobraževanje? Mogoče bom majčkeno presenetil z odgovorom. Vseeno je, kak je razlog. Važno, da gredo v to. Seveda ta prava, tisto, kar smatramo kot pravo motivacijo, tista nekako, ki izvira iz nas samih, se pravi, ki nam nekako zadovolji neko osnovno potrebo po napredku. Zelo redki ljudje nimajo te potrebe, oziroma ne verjamem, da je nimajo, samo mogoče se jim zdi, da je nimajo. Ker že dolgo niso napredovali in so mogoče pozabili tisto psihološko nagrado, ki jo dobiš potem, ko si se nečesa novega naučil, ko lahko na nekaj pogledaš drugače, ko se lahko nečesa lotiš na čisto svež in enostavnejši pristop. Se pravi, na začetku je, ko se moraš naučiti, to je težje, ampak je potem zatem bistveno lažje. Ja, ta prava motivacija se mi zdi, da jo nekje v sebi imamo vsi, samo včasih se moramo spomniti, da jo imamo. Pa za konec še eno tako, bi lahko rekla, malce bolj filozofsko vprašanje. Se vam zdi, da vemo, da se naučimo, kot sem prej rekla, vsak dan kaj novega, znanje je toliko, če ga le hočemo, ga lahko absorbiramo, nikoli verjetno ne bomo mogli vsega. Na znanje, nove inovacije, novo, kar se dogaja, vedno prehiteva. Bomo to lahko kdaj vse dosegli? Zagotovo ne. In tako je prav. Matic, hvala lepa za obisk v studiu in tale pogovor. Enako tudi vam. Hvala tudi vam za vašo pozornost in lahko noč.